Pridi k nam, gospod. Pridi k nam, gospod. Ja, kaj nisi bil ministrant? Pa res ne. Ljudje in ljudje, poslušate 102. epizodo oziroma 3. epizodo 4. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, od mrtvih stali, božepotniki, otoškega Drakule, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Hrlamov. Tudi v 102. epizodi imamo gosta in še četrtič je z nami Roman Vučajnk, naš stalni dopisnik za meče in roženkrance. Živijo, Roman. Dober dan. A se jaz motim, a si ti prvič danes v Bežigradu? Ne, v Bežigradu ste me pa že gostili. Aha, smo te že imeli. Ja, res je. Mislim, da smo se pogovarjali o nekem fajtu. Malo bolj fukena scena. Ja, samo še ti smo že pa se res snimali. Maš prav, smo pa že bili tle, ne? Ja, jaz sem več čas imel v glavi, da še te nismo imeli v živo. Pa verjetno sem te to isto stvar takrat vprašal. Ja, takrat pa si bil prvič živo. Takrat sem bil. Mislim, v živo v tukaj. Bežigradu, ja. Takrat smo bili v kinoteki prvič. Mislim, da bo mogoče moral markirati svoj teritorij nekako. Ja, prvič smo bili v kinoteki, drugič smo bili na spletu, ne? Zdaj smo bili pa, zdaj že drugič smo tukaj. Tako. Je pa krasno spet biti tu in hvala za vabilo. No, hvala tebi, da se to hitro odzoveš, posebej, ker tako rečeš, kaj moram to pogledati, dokdaj? Aha, ok, bom. Take goste imamo naraše, natrenirane. Tema današnje epizode je, vem, da smo prejšnjič govorili nekaj drugega, za kar se opravičujemo. Serija, ki jo lahko od 24. septembra gledate na Netflixu, Midnight Mass oziroma Polnočnica. Če serije še niste pogledali in ne bi želeli, da vam jo pokvarimo, poglejte si jo in se k poslušanju naše epizode vrnite, ko vam to uspe. Če pa serije niti ne boste gledali, bi se pa kakšno urico kratkočasili, pa vas seveda vabimo, da sedete z nami v čoln in poprimete za vesla, ker mi prav gotovo ne bomo veslali. Maestro, zaigraj eno velikonočno. Kratka, Midnight Mass delamo miniserija, spada v podžanr skrivnostnice, bomo temu rekli, in zdaj bom jaz pogledal v eno knjigico, ki so jo napisali eni trije ljudje, imenuje se Pojmovnik žanra, po naključju imam pri roki, ker jo moram vedno imeti pri roki, ker mi je pač vodič skozi življenje. Skratka, kaj pravi za skrivnostnico, tudi svetotajka pravi, angleško mystery je srhljivka, v kateri je resnica nekega dogodka, navadno zločina ali umora, nerazrešena skrivnost vse do konca, ko je vedno razkrita. Skrivnostnice so torej tudi kriminalke, natačneje detektivke in sorodni podžanri, v katerih je na koncu razkrit pravi storilec oziroma motiv zločina in tako dalje. Toda skrivnostnica je žanrsko širši pojem, saj vključuje tudi fantazijske skrivnostne žanre, pri katerih se na koncu izkaže, da je resnica nekega dogodka nadnaraven ali čaroben oziroma fantazijski ali izmišljeni pojav, bitje ali predmet. Skratka, to se mi je zdelo zelo pomembno, ker takrat, ko smo sestavljali tale pojmovnik, sem se namreč res spraševal, a mi sploh rabimo tale žanr, ker se mi je zdelo, da je toliko malo primerov, ko se na koncu res izkaže, da je neki, kar z neko racijem skušaš razložiti, da je to vseeno pol na koncu iracionalno. Ampak potem, hvala Bogu, sem nekako se spomnil dosije v X in smo dosije X dodali in to je nekaj podobnega. No? Drugače bi tudi dodal tukaj še seveda v žanrskem pojmovniku si lahko poiščete še gesla kulti, kajti seveda zdajle, če ste do tega trenutka poslušali, potem ste gledali, če pa niste gledali, sem vam zdaj nekaj povedal, skratka, kulti in pa malo grozljivke, gotske romance, recimo, da je tudi tukaj notri, kajti ustvarjalec te miniserije je Mike Flanagan. Mike Flanagana poznate, zdaj bom naštel vse njegove filme, ker jih nima toliko. Absentia, Oculus, Hush, Before I Wake, Ouija, Origin of Evil, Gerald's Game in Dr. Sleep, to so skratka njegovi filmi. Ki si jih lahko. O marsikaterem smo že govorili večkrat, Gerald's Game smo omenjali, Dr. Sleepa smo omenjali, mislim, da smo tudi
ostale bolj ali manj. Če pa bi radi seveda poslušali kaj že prej o tem od njega, je pa seveda The Haunting of Hill House iz 2018 in The Haunting of Bly Manor iz 2020. O tem pa smo govorili v tretjem Halloween specialcu v 61. epizodi, kjer smo gostili Veroniko Šoster. Še letos pa čakam od njega The Midnight Club. Skratka, odločil se je, da bojo vsi letošnji filmi Midnight, oziroma da je to nek njegova rdeča nit po skratka young adult romanih Christopherja Pikea. Kot smo The One, šerali- Christopher Pike, The One, Star Treka. Ja. Prav gotovo, da sem več izmeril. Kot smo šerali po naših družabnih omrežjih, pa je Flanagan ravno kar tudi sporočil, kaj je njegov naslednji projekt, ker dolg čas mu pa že ne bo, in sicer bo delal The Fall of the House of Usher za Netflix, ni pa zdaj jasno, ali bo to naslednji Haunting of Usher House ali kakorkoli. Ampak lahko bi bilo. Tako da, to. Ja, pri čemer bo spet je rekel, da nekaj, če se ne sporazumel, bo več seveda zgodb v eno neki združen, ne bo točno o, mislim, se itak ne moreš House of Usher, ker je drama bolj kot karkoli drugega, ampak tako da ja, zanimive projekte, zelo literarne. Če na hitro pogledamo še seveda igralce, ki smo jih videli v tej seriji, se pravi govorimo o Polnočnici, The Midnight Mass, Kate Siegel je dobesedno v vsakem njegovem filmu in seriji zdaj že. In njegovi postelji, ker je njegova žena. Okay, še dobro, da si zaključil, ker je njegova žena, drugače bi to bil zelo mizogin komentar. Mislim, kako se je ta igralka domogla do teh. Ampak zdaj je igra recimo tudi v Night Houseu, ne, kaj je že tisto, vedno pozabim. Kaj je tista grozljivka, ki si jo zadnjič omenjal, Igor? Ne vem, če ni v enem drugem je. Ni zdaj v unem... The Night House ni ono, The Night House. Ja, pa tam sem se je tale Rebecca. Ok, skratka, ni važno, skratka, Kate Siegel imamo skoraj da vseh njegovih. Potem je ta Zach Gilford, jaz ga prej nisem poznal, tudi on je v neki glavni vlogi, tja do 6. dela. Skratka, on je igral v The Purge, Anarchy, pa Friday Night Lights je imel kar pomembno vlogo. Potem imamo Kristin Lehman, to je mama od, se pravi, tega glavnega junaka. Ona je igrala v The Killing, pa Altered Carbon, potem Samantha Sloan, Scandal, Hush, spet Grey's Anatomy. Potem imamo Rahul Kohlia, ki je igral v iZombie, pa v Haunting of Bly Manor, in pa Annabeth Gish, ki je bilo fino ponovno videti po njeni vlogi. Jaz jo najbolj poznam po X-Filesih, seveda kot agentko Moniko Reyes, drugače je bila tudi West Wingu, pa v The Bridge. In potem imamo še ene kup njegovih igralcev, pravzaprav Alex Esau, pa Henry Thomas, pa tudi, tale zadnji ne, skratka, Henry Thomas in Alex Esau sta tudi Dr. Sleep, Haunting of Bly Manor, Ouija, Gerald's Game, Dr. Sleep, skratka v njegovih filmih, ker je pač očitno je zdaj režiser tak, o katerem res lahko govorimo, da uporablja iste igralce. Podobno kot Fincher, recimo. Ja, recimo. Zelo rad. Tako da to, zadnji je pa Hamish Linklater kot oče Paul Hill, oziroma Monsignor Pruitt, še en kvagnik, če niste gledali, ki pa je igral v The New Adventures of Old Christine in v Legion. In še v eni seriji, ki je bila tak manjši hit, Mad Men. Nikaj čuva. Skratka, to bi bili igralci iz te serije Midnight Mass. Zakaj se nam je zdela vredna posnetka o njej, bo pa mogoče prvi mito povedati. Skratka, zakaj nam je bila všeč, kaj nam je bilo všeč v tej seriji, zaradi če se je mito nagovoril vse ostale, da to obvezno moramo gledati o tem posnet epizodo in nas prisilil, da smo cel vikend to gledali. No, jaz sem se malo več cajta vzel kot ti, ampak mislim, da se splača pogledati, ker je taka zanimiva zgodba, ki te najprej napelje na, vsaj mene je, na Stephen Kinga, po vibu, po looku, po dejstvu, da je Flanagan delal full Kinga. Tudi to. Skratka, ne ta zasnova skupnosti, zaprte skupnosti na otoku, ki v prvem delu mislim, da se celo sooči z nevihto, me je takoj spomnilo na Storm of the Century, seveda se pa potem izkaže za marsikaj drugega kot to.
Je pa zgodba predvsem meni zanimiva, ker je preplet torej, te zaprte skupnosti, ki je hkrati zelo povezana med sabo, verna, pa skušajo nekako ohraniti svojo identiteto na tem otoku, to je za njih zelo pomembno. Noter so v bistvu neki okoljski dejavniki, družbeni dejavniki povezani kot neki, eni odhajajo, mi smo ostali in tako naprej. Je pa potem to prepleteno seveda z zgodbo Rileya, ki pa je bivši otočan, ki se vrne nazaj iz zapora po neki tragediji in upelje neko novo dinamiko, pa seveda zgodba monsignora oziroma očeta te verske skupnosti, ki pa ni na prvi pogled vse to, kar je bil nekoč, in se uplete noter pač ene zelo zanimive zadeve, vse meni. No? To je brez nekih kvarnikov pretiranih. Sej lahko kvarnike damo, kar smo že 16krat opozorili na to. Ne? Ja. Zdaj, ključno je to, da se začne kot nekaj, kar najprej imaš eno idejo, en vibe tega, kar si ti omenil, skupnost, ki potem za to njegovo gorečnostjo versko in preko te bev in tega, da vsi poslušajo, že imaš malo tole kult vibe, ne? Ampak potem se to povsem obrne, ko spoznamo skrivnostnega tako imenovanega angela, ki je vampir. In to pač vse koncepte obrne na glavo in imamo potem vampirsko zadevo, ki pa je še vedno religijska, ampak na povsem drugačen način, zato ker tukaj so vampirja vzamejo kot da je angel oziroma ne spregledajo skozi laži njegove geste. Gledajo mu v zobe, hočeš. Mislim, predvsem je zanimiva ta dinamika skupnosti pa posameznik, ne? Ker Flanagan zna zelo dobro dati neko plastiko svojim likom, ne? Z ravno dovolj tega backstorija pa z minutažo, ki jim podelim, da se razvije neka drama okrog tega, predvsem preko dialogov, pa kako v bistvu se interakcije zgodi med temi liki, pol pa torej potrebe posameznika, ki jih počuti, ne, pa potrebe te skupnosti, ki pa ima tudi zelo na začetku sem mislil, da je v bistvu kao neka ta velika potreba, kao moraš noter past, moraš se asimilirati, ker je isti pritisk na Rileya, kot je na šerifa, naprimer, ki je musliman, pa na njegovega sina. Ampak se potem izkaže, da v bistvu je malo še globi, ker je neki fanaticizem posredi. Ne? Zdaj, jaz sem sicer v naši prvi debati omenil, da meni je ta fanaticizem mogoče malo bolj primeren za ameriško publiko, ker imajo malo bolj tega, se meni zdi, evangeličanskega naboja, no? Vse to je bil moj feeling, ker oni so pa rimokatoliki, ne, tukaj, ne. In se mi je zdelo nov, zanimiv zasuk, ker predvsem jaz rimokatolištvo jemljem kot neko absolutno moralno večno inštitucijo, ki zelo težko spreminja ene zadeve, zelo na široko zagovorim. In to potem, ko pridejo do teh pritiskov, pa kako oni hitro spremenijo ene določene zadeve, predvsem z tega, kako ne rečem, z prihodom angela, ne? Kako hitro oni začnejo neke zadeve spreminjati, pa kao, to je dobro zate, pa naša morala je v bistvu drugačna, pa jaz imam odpustek, pa tako naprej. To se mi je zdelo zelo zanimivo, kako ta dva kleša delata. Jaz tukaj imam občutek, da je on moral dati katolicizem not zaradi tega, ker morajo piti vino. Ker to je edina, kjer imaš obhajilo, še imaš v nekaterih, mislim, anglikanci tudi, nimajo pa pitja. Pri nas ga tudi nimamo. To v ZDA pa je. To, da se pije vino iz keliha. Tega ne razumem čist, zakaj ponekod je in ponekod ni. In mogoče bi Roman tukaj lahko kar skočil, če veš, v čem je fora. Ja, lahko poskušam. Zdaj, tukaj moram reči, da veliko tega je neko moje mnenje iz tistega, kar jaz poznavam, pa vem, ne, nikakor nisem teolog ali pa da bi bil kak liturgist ali pa karkoli v tem smislu, zato pač je fino, da poslušalstvo to ve vseeno, ne. Ampak ja, to obhajilo, ne, je tu v tej miniseriji praktično eden od teh, eno od dveh vsi celega dogajanja, cele dinamike je ravno to obhajilo. In stvar, kakor si jaz vidim, preden nekako to svoje mnenje o tem obhajilu, kar sprašuješ, povem je, da obhajilo ja, zato ker v rimsko-katoliškem verovanju pristopil je obhajilo tisto kontinuirano ponavljanje odrešenske zgodbe, ne se pravi tega
darovanje na križu. Ne spomin, ne, to je to, kar nekje v enih protestantskih ločinah to jemljajo kot spomin, kot opomin, kot neke sorte, tudi če vzamejo obhajilo, je to neke sorte suvenir, ampak v rimokatoliškem je to se konstantno dogaja vedno znova. Taki tedenski refresh zaveze. Ampak se še zmeri znova zgodi as it is. Zato recimo je pomembno, da je, zakaj je vloga duhovnika tu jako pomembna in se mi zdi, da fajn razdelana, mogoče kasneje, zato ker je v tistem trenutku posvečenje je duhovnik in persona Kristi, on je Kristus tam, in to porata vse zdaj, to je tisto, kar Warp Speed naredi iz tega. No, ampak kaj je to obhajanje, ne? Je pod obema podoboma in to je nekaj, kar je mene začudilo namreč, ne? Zato, ker je res že tridentinski koncil, ki to nekako spravi bolj skupaj, zaradi jasno pritiska protestantizma, zelo določa, kaj so zdaj, kako se zdaj rimokatoliško to grejo. Ne? In obhajanje pod obema podobama pomeni pod podobo kruha, to je ta hostija, ki je pač skozi dobiš, in vina. In ta vino je zelo odmaknjeno od vsega ostalega občestva. Za duhovnika je obvezno, tisti, ki daruje mašo in so maševalce, občestvo pa sme samo ob dovoljenju avtoritete cerkve in to so ponavadi kakšne posebne priložnosti, kakšne poroke, kakšne, pa to Jaz se spomnim, da sem, ko sem bil v ZDA, v Indianapolisu, za božično mašo pri katolikih so dali vino in to je bilo edinkrat, da sem lahko legalno dobil vino v ZDA, ker sem bil 17 star, ampak dobiš tako na pol požirka. Medtem spomnim se pa tudi, da sem pri baptistih, pa so tudi od nekem prazniku ali nekaj tam, ampak so dali sok, ker oni ne verjamejo v alkohol. V bistvu oni te lahko vržejo iz cerkve, če piješ ali kadiš. In tu je ta, ne, kot sem sam rekel, zdaj pač rimsko-katoliški katekizem dejansko, po samem pravilniku te odzame stran od vina, ne moreš dobiti vina. Pravzaprav kamorkoli greš, ga ne bi mogel dobiti in zdaj so to neke, kako si kje nekdo dovoli, rečemo, da je to lokalna posebnost, da ne bomo kakšne druge besede. Ampak spet, to je stvar, mogoče, ki je ravno ta oddaljenost, izoliranost skupnosti, ki je na nekem otoku, ki ima 2-krat na dan zvez z mainland, ki jo lahko prevajamo kot svet, kot nekaj, in enega človeka, ki je duhovnik tam že generacije in generacije in tudi pravi, spet en kvarnik pravi, ministrant, ki govori, zdaj sem vse dementen, se mi več časa porabimo na to, da pazimo, da ne pade po tleh, pa hostijo 3-krat povzdiguje, pa krmal tako, ne. No, in si bi človek rekel, pa dobijo tam tudi obhajilo pod obema podobama. Je pa res, da brez tega vina, brez tega keliha se zgodba ne more zgoditi. Kar je ključno tukaj je namreč, da jim duhovnik da vampirjevo kri in jih s tem spreminja v vampirje, vse postopoma. Ne? To smo prej pozabili omeniti, se omenimo pomenu. Damo nekaj tehnega vprašanja, veš kar ono, zakaj? A veš, kaj je tako zelo zmazljivo vprašanje v tej celi zgodbi, ne? Zakaj monsignor Pruitt to počne? Ja, ampak to je zdaj že res, to je mislim, to je osnova te serije. Ne? Kar je meni pri tej seriji je namreč bilo zelo, zelo všeč, je ravno točno to, kar pač Mike Flanagan, kar se meni zdelo, da recimo v prejšnjih 2 miniserijah ni tako dobro uspelo, so te teme, ki jih upreže v ta horror okvir. Ne? In to so pač zelo različne teme, od osebne odgovornosti za neko stvar, do tega, kaj je greh, do tega, kaj je vera, do strahu pred smrtjo, do strahu pred večno kaznijo in točno je do tega, ne, kaj sploh, kaj so neka počela vere, kako je biti religiozen v današnjem času, ne, ker ni samo zgodba potem je zgodba tudi tega šerifa, ne, ki je musliman, ampak on je musliman po 11. septembra, ne, on to lepo tam pove, on do 11. septembra ni bil veren, ne, ni ga brigala, vera ga ni definirala, tam pa je bil nekako potisnjen v vero, ker je videl, kaj vse se dogaja in kako preganjajo njegovo tradicijo, ker pač rasistično gledajo pač na njega kot na muslimana. Še bolj pa na koncu zaradi tega, ker je žena, ko je za rakom umirala, se tako, imamo spet tudi neko vrsto strah pred smrtjo. Ne? In je pač tle ful enih vprašanj, ker tudi na koncu vsi nekako sprejmejo to smrt
bolj ali manj graciozno, razen ravno te Bev, ki je razen ona, ki je najbolj se zdi, najbolj verna, najbolj zagreta, najbolj pravoverna, je pa edina, ki dobesedno koplje luknjo, v katero bi se skrila pred soncem, ki pride njena dejansko kazen v resnici, za vse stvari, ki jih naredila. Tako da jaz mislim, da je to tisto, kar je v tej seriji pač, kar je res, res privlačno, kako je to dobro narejeno, predvsem pač, če ne marate tako imenovanega slow burna, skratka, Pol, jaz ne vem, kako boste to serijo gledali. Pa ne piti vampirske krvi. Ker tukaj pač ta serija res na začetku zgleda nekaj čist drugega, kar je, dobro so tiste mačke, pa tisti neke pač osebe z svetlečimi očmi v temi. Ampak ni pa neki, ne vem, težko pa rečeš. Ta slow burn samo do zadnjih par minut traja, pol je pa zelo fast, tak zgorijo. Tukaj se zelo, tudi sem to jaz videl, potem, ko me je Mito praktično povabil k tem gledanju, moram reči, da sem pričakoval veliko bolj polemično zgodbo. Jaz moram reči, da mi žanr ni blizu, pa ne gledam teh žanrov, mogoče ne za bolj zaradi misliš grozljivko ali vampiri ali kaj konkretno? Grozljivk ali pa v bistvu takih, grozljivk as advertised tukaj, pač ne zato, ker bi jih ne maral, ampak zato, ker nima nekega posebnega odnosa do njih. Potem v menem času je to. Ampak tu pa je moj vibe bil čist na začetku, to, kar sem mogoče tudi malo zabeležil v scenariju, da sem takoj dobil občutek, da je to v bistvu The Northern Exposures, sreča Stephena Kinga in skupaj bi radi Nika Cavea poslušali, sam ne najdejo pravega CD-ja. Ker se mi zdi, da je vseeno v tej eni iskanju ali pa iskanju smisla v svoji eksistenci, ker tudi Torajli tle pove, se jaz ne živim, jaz samo obstajam, ko se vrne nazaj. To osmišljenost, zakaj se v bistvu tu sploh gre, kako se gre in to je sem zaznal eno blago, konc koncev tudi estetiko, lepoto. Ena je gracioznost v življenju. To ni bila ona beda, totalen hardcore naturalizem, pa bi lahko bil. Vsi elementi so tam, še vreme je kislo. Pa alkoholiki, pa streljanja, pa tragedije, pa otroci trpijo in so na invalidskih vozličkih. Mislim, vse to je tam, ampak še zmeri je. Po drugi strani potem sem pa pričakoval amplitudo v drugo smer, to bo je pa zdaj spet vse pojasnili, če veruješ, je pa vse okej. Pa tudi to ni, tudi to ni, in potem sem probal iskati neko skupno točko ali pa skupno pozicijo vseh njih. Že takoj na začetku sem zaznal, da vsi v tej skupnosti niso verni, to se je videlo. Maše so bile zelo slabo obiskavane, bilo je enih par tistih stalnih, za katere sem pa nekako videl, da so tam zato, ker so osebno ujeti v to zaradi svojega trpljenja in svoje stiske, predvsem žalosti. In sem nekako pomislil, da je žalost tista, ki združuje vse njih na otoku. Ali je žalost zaradi osebne tragedije, ali je pa žalost zaradi, ne vem, ekonomskega pritiska, ker je pač to bilo razlitje nafte in jim je to v bistvu spremenilo vse in praktično samo še hirajo in se nekako klepajo. Se mi zdi, da to, ko hodijo ribiči ven na ladje, da bolj zaradi onih 3 rakov, ki jih domov prinese, da je to oklepanje tega načina življenja, kar se mi zdi, da tudi potrdi ta duhovnik, ki pride nazaj, reče, pa vse prvi apostoli so bili ribiči, se pravi zdržte. To. Otroci tudi tam in tudi ta pojav, ki je spet s prstom pokazano. Res to mi je fascinantno, da ene stvari sploh niso, ne vem, ta Bev, ta ena oseba, ki se izda polna enih citatov iz Svetega pisma, polna enih, z vsakemu ima zapovedati nekaj, ampak zmeri išče high ground, zmeri se pozicionira, da navzdol govori. In ta svetohlinskost, ta vse, se sploh ne skriva, da bo to da bi gledalcu nekako zakrivali to. Ne, ona je taka in vsi vejo, da je taka in ona je pač tam in ona tam lovi v tej skupnosti, ki je ena, ne vem, bi rekel pajkovka. In zanimivo je, da za njo pa ne vemo, kaj je tisto počelo. Razen jasno pohlepa ali po denarju, ali po ugledu, ali po statusu, ali pa po tistem to matter. Njeno osmišljenost je ono to matter. Biti nekaj, nekdo, nek spiritus agens community. Mislim, ampak tudi tu, zdaj pač imaš katolicizem posredi, ona bi bila župnik takoj, če bi lahko bila,
celo ona rata župnik. Ne? Ja. Ona dejansko dementnemu župniku začne odjemati neke funkcije. In potem tudi, tle sem videl tu opazil, da proti koncu, ko se gre, ko ta novi stari župnik, celo novi stari odrešenik, ampak dobro, mogoče zahajam nekam, ona začne tudi naslavljati tega Alija, ko pridemo, reče moj sin. Aha, ja. Wow, to pa zdaj tako, ampak dobro, te vloge so itak malo pomešane, malo je en duhovnik. Še več, ona dodatno kako ne rečem, skanalizira nek cash, ki so ga dobili kot odpravnino, da si postavi svojo mini cerkvico, kjer ona povislice dela, kjer to je moja skupnost, pridite sem k meni, ne rabite v cerkev iti, naprimer. Zanimivo je to, da potem, ko se rjuha s pravopisno napako udari v ventilator, da ne bomo profenizirali tukaj. Takrat se tudi izkaže, da gospa sploh nima problema tudi malo prešaltati kam drugam. Kad duhovnik reče, čakaj, to je šlo nekam, to ni zaradi mene, mi smo pozabili, on reče, pa ti niste prav, in ga rejecta in se, jaz sem napisal tam, kalvinizira. Ona je tista, ki ima prav, ona je tista, ki je, ona celo tam enega ekskomunicira, dejansko mu odreče odrešenje, pa ne verjamem, da zato, da ni placa. Ampak ti pač ne. Tako da je to in v glavnem zaradi iz tega pa vidim to, kar jih skupaj nekako drži, je ta ena žalost, pa zdaj ali to tuga, žalost, ne vem, kako bi rekel. In se mi zdi, da to mogoče taka fajn začetek razmišljanja, ker po drugi strani bi jih lahko tudi neko veselje združevalo, ker vsi v njih znajo biti veseli, na vsak na svoj način. Ampak sem nekako ugotavljal, da je dinamika veselja bi bila za to miniserijo prehitra. Žalost je malo bolj počasna, lažje jo lahko gledaš, dlje časa jo lahko gledaš, pa se glih tako prijema na človeka v njegovo življenje, kot veselje. No in od tukaj, ko sem začel razmišljati, sem pol nekako veliko bolj cenil to, kar ima serija zapovedati, in me nekako niti ni več tehnikalija sama zanimala. Veš, pri katolikih v bistvu ni to, ali pa je, ali pa, mislim, ni point. Ne, mislim, se nikoli ni point pri teh rečemo temu katoliških grozljivkah, kot imaš še, ne vem, Exorcist, pa vsako obsedenost, bolj ali manj z nekimi demoni, potem pride en župnik naokrog. Ampak tam gre za boj dobrega proti zlu, pri čemer skoraj vedno župnik predstavlja dobro. Tule pa v bistvu je župnik tisti, ki zaradi demence deloma, pa zaradi tega, kar pač meni, da mora imeti prav, pripelje zelo noter. Pa jaz bi še celo mislil zaradi osebne prizadetosti, ker on je imel, ko je bil še duhovnik v polnem, v primu, tam, kamor bi jih ta zanimivo, kot pravi, ta kri vas pripelje nazaj to the prime of your bodies, in vsi ratajo mladi, pa lepi, pa močni. Nihče od njih nima večnega življenja kot star Metuzalem. No in on, ko pride nazaj, se spomni, da ko je on bil tak v originalu, je imel tam eno žensko rad in on pravi, nikoli si nisem upal, zmeri sem te sam gledal skozi cerkev, nikoli si nisem upal dol po štengah k tebi. In zdaj imam drugo šanso. Se pravi, in to je njegovo tisto obžalovanje njegovega, pač to, da je imel rad njo in ne ker se ni znal shendati s poklicom, in to, da je bil strahopetec. In zdaj to hoče izsiliti zdaj noter in tle vidi odrešenje in za collateral damage pač ni se ustavil sam pri sebi, pa mogoče bi se lahko. Ne, zdaj bomo pa vsi skupaj. Zdaj pa vsi skupaj z nami, spet dajmo se grupirati. Tako da je pa zanimivo tudi to, da ne vem, a je sploh, enkrat je omenjeno zlo. Mislim, da v miniseriji, takrat, ko ta šerif musliman reče, ravno tej bev, tej svetoslin, ki reče, sonce bo posijalo na hudobne in dobre enako. Drugač pa se sploh ne ukvarja ne z zlom, ne s hudičem, ne z ničemer. Vse človeško nekako. Zelo dosti humaniziranje. In zanimivo, da ne rabimo tega protipola.
Samo mogoče bi poznalo biti zanimiva dihotomija, glih med telo, ni toliko žalost, kot pa obžalovanje, ki ga vsi nekako čutijo. Ne vem, Riley obžaluje to, kar je storil, ko je v bistvu eno ubil za volanom. Potem Erin obžaluje svoje razmerje z njenim bivšim ali nekaj tasga. Edino Bev Ne obžaluje ničesar. Ona zastrupi psa, stari. Nima obžalovanja, nobenega. Pa da ko onega odpošle, stari, nisi bil not, nisem te videla v nedeljski maši, nema ništa, kao čau. Mogoče je to zanimivo, bolj dihotomija. Ne, pa tudi to je, kar je pa mislim, da ključna stvar. Župnik reče, da za smrt tistega, ki ga pomotoma odrine, tega alkoholika, da ne čuti obžalovanja in da mu je tale pač kri ali kakorkoli angel prinesel to, da nima krivde in da ta človek si itak želel biti mrtev, in da je on k temu pomagal. Ne? In prav se mi zdi ta neki ideja odpustka, gre pa povsem v navzkrižju z krščanstvom, pa ne zgolj katolicizmom zdaj, ampak nasploh tudi mormoni, pa muslimani, pa vse religije, ki izhajajo iz tega župe, imajo problem s tem. Ne? Povsod so ljudje probali to ufurati, ampak to ne gre. Ne? In to bi moral biti tak vsem ostalim zelo tak alarm. Pa so vsi, ok, cool. Nič več krivde. Ja, meni je bilo zanimivo, v bistvu, kako so hitro, tudi potem, ko zvejo, ni nekega hudega preizpraševanja pa opiranja temu, pač kot neko dejstvo, ker se nekaj cajta nisem štekal, mu vsi tako slepo sledijo monsinjorju, ali kak ne, ali imajo vsi toliko obžalovanja v svojem življenju, da v bistvu se želijo zdaj resetirati nazaj na neki kao primus, modi, ali ne vem, to mi ni. To je tisto, ker sem nekaj rekel, mislim, da celo tebi prvič, da to je miniserija, ki bi jo lahko naredila tako ateist ali pa antiteist in katolik in oba bi lahko zagovarjala ene stvari. In je to ena od teh, ki bi recimo lahko rekel jasno. Mislim, da slišiš kaj tazga, sploh v nekem konceptu katolištva, da si Kristusa kot Kristus, kot pomen, kaj to pomeni besedo, kar izločil iz odrešenja. Potem bi nekdo moral tam ostati srce, pa rekel, čakajte malo, easy, ne. In to vsak, ki ima tako ene 3 razrede verouka, ne, zdaj. In zanimivo, da to skupnost dela, ki sicer ni vodljiva, ki je jako trmasta, ki ima jako neke svoje smernice, hkrati pa ne moramo reči, da so egocentriki, ne, so zelo družine skupaj, ne, tudi pomagajo si, ne, recimo ta Erin, pa mama od Rileyja, tudi šele takrat mal pa niti ne poče, ampak takrat se nategnejo stvari, kaj Erin prije povedati, da Rileyja ni. In ta mama od Rileyja reče, čak ma, in to ti govoriš, ko smo ti tok stali v strani, tok pomagali, tako da mi je to bilo jako čuden element in to je ena stvar, ki mi ni čisto jasna, kako to, da so kar ljudje tam rekli, ok, malo si razlagam s temi kulti, zaradi tega javnega ozdravljanja te male Lize, da so ljudje si s tem kupili nekak žetonček, kar je malo zgodovinsko, kupovanje odpustkov recimo. Sam mehanizem ni isti. Odpustek po odrešenju niste ista stvari, ne. Pa tudi posredi je seveda velika karizma, monsinjora, ne. Mislim, če se samo v igralcu omeni, kako je. Ne, ampak tudi tu je, to dosti jasno. On kot monsinjor ni bil neke posebno župnik, vsi so ga imeli radi, ampak kogarkoli, ki ne zlorablja otrok, bi imeli radi, ne. Dočim, potem, ko postane Paul, kar ni, on večkrat omeni, da je bilo točno tam, kjer je Savel srečal Boga ali strela vdarla ali karkoli in je postal Pavel. Ne? Pavel je pa zelo goreč apostol, je eden najbolj prepričljivih in on potem, ko pride nazaj, je Pavel, ne zgolj v imenu. Ne? Takrat jih šele kupi s tem. Ne? Cel svoj life je pač bil bolj ne. Ja, jaz domnevam, da je pa seveda nekaj pripomogla tudi ta vampirska kri, ki jo pijejo, ne? Da seveda je to tudi to, kar je malo pripomoglo, je pa ta skok, nenadni skok, brez vsake priprave, zdaj pa je tle polnočnica, na katerim vam bom jaz nekoga bo ubilo, pa bo vstal od mrtvih, zdaj boste pa vsi skočili v to, je mogoče malo bila
preveč. Ne? Zdi se, da jih malo se upre. Ni tudi čisto jasno, pač tukaj sicer imam jaz pol ene druge probleme, ki jih imam z Flanaganom nasploh, da se mi zdi, da včasih grozljivi elementi so mu izhodišče za zgodbo, pa so mu čist fajn v zgodbi, ne zna jih pa čist dobro včasih operirati. Meni se tukaj recimo zdelo, da pri vsej tej dobesednosti tega, ne, ker tukaj, kar je meni pa zanimivo in zaradi česar res mislim, da je to kratalo, je, da postane to odrešenje pač dobesedno ta obred. Ne. Skratka, jejte meso in kri, pride zdaj, ja, res mogli boste jesti kri, ker pač je to, od tega boste živeli, ne, od tega boste živeli. Sem pač, kar je recimo pol tam noter, pač to klanje v cerkvi je zelo benigno, vse skupaj je zelo nemeseno, ne zgleda nikakor, zelo je PG-13, vse skupaj narejeno, meni se to recimo ni dopadlo. Tudi ni povsem jasno, tam notri v cerkvi dobesedno vse spremenijo vampirje, čeprav se na ene spravijo tako 3-4, je pol on stane in nima nobene, pač mu ne odjejo glave dol ali pa ne vem kaj, ne. Vse skupaj je tako zelo, zelo nežno in vse to, čeprav skuša prikazati kot neko njihovo gromozansko lakoto, ker tisto, kar je mene pač tukaj je, že ti vidiš, kako se župnik spremeni, ne, se je pol na koncu spozna, vidi pa v bel, ker vidi v bel, jaz mislim na negativ sebe, ne? Vidi to, kaj bi on lahko ratil, če bi on v to res 100% verjel, ker on pač ubije unga, ne? On ga vrže pač na glavo tisti pijanček in ja, tisti trenutek, ko njemu kri gre, še vedno se njemu da pomagati, samo on ne more, ne? Ker ko kri vidi, je konec za njega, ne? Ker je to klačen, to je, da je pač konec tisto in tisto on umren in on je ubil človeka, ne? To pa ni več, a veš, ti se lahko zgovarjaš na marsikaj znotraj te teologije, če bomo vampiri, potem smo večni in smo doživeli to večnost utelešeno tukaj in ne rabimo Jezusa ali karkoli vere, karkoli ni kriv, da je večno življenje, ki ga Biblija obljublja, ampak je pač mogoče ne pri belem dnevu, no, pač, ne. Ampak, ko pa ti ubiješ človeka, pa so neke limite, ne. In tukaj, to je bilo meni mogoče še bolj neverjetno, kot pa sama ta Maša, mi je ta trenutek, zakaj on tle niti malo ne dvomi, šele pol, ko pride njegova bivša ljubezen in tukaj on pač malo pomisli. Čeprav tudi to, a veš, zdaj pa z neko full logiko tu operirati je pa tako, ne. Ker sem tudi kakšen starejši človek bi tudi se mogel spomniti, kakšen je ta monsijor zgledal, ko je bil mlajši, no. Ker če je bil on z mamo od une, to pomeni, da to ni bilo 600 let nazaj. Čeprav, veš, kaj tu jaz odpišem, ker v bistvu res stare, vidimo zgolj mamo od zdravnice, pa ta sam monsignor. To je mogoče res. Veš, ostali bi se ga z otroštva mogoče spomnili, da je tak zgledal, ampak zdaj pa... Ja, no, se to čisto razumem, da se ga otroci ne spomnijo, no, to je še nekako logično. To še bomo nekako spustimo. Ne, to s cerkvijo pa mislim, da je namenoma šlo malo bolj PG, zato ker smo imeli eno par filmov ali pa serij, ki so imeli scene z nekimi pokoli v cerkvi. Najbolj znano je bilo Kingsman, ne? In enostavno ne moreš narediti boljš kot tisto, ker je insane in mislim, da tudi ne bi sodilo not. Lahko bi bila malo več logike tam, ampak ne zdi se mi zdaj nujno, da bi tisti pokol pa zdaj res bil na ravni korejskih ali pa japonskih filmov. No. Mislim, cerkev na koncu že zgleda, kot da je bilo na ravni japonskih, ampak tega ti not vidiš. Pa sej to ni taka blazna zamera. Zdi se mi pa zelo zanimiva ta odločitev. No. Mogoče meni bolj zanimiva ena stvar je, ker oni imajo neko agendo, ki se izkaže preko tega, da zaklenejo pred Mašo celoten otok. Ne? Oni pokvarijo ladice, ne vem kaj še, telefonske linije, whatever. Naredijo tako, da ne more noben pobegniti. In imajo agendo, kaj da grejo potem na otok. Ne? Mene to zanima, a je to bila... Misliš na kopno? Na kopno, a je to domislica Bev? Ali domislica Angela, ali domislica župnika? Bev, ne? Ja, tam so imeli nek sestanek, na katerem ne zvemo, neko zmoti fotar. Sestanek ne zvemo, kdo je, kaj je rekel, pa kaj je bil točno načrt. Ker seveda predtem, preden so šli na celino, so seveda mogli tudi pomisliti, kaj bojo pa z vsemi unimi, ki ne bojo prišli k Maši, ne? Kaj bojo z unimi, ki ne bojo hoteli tega koraka narediti pri Maši, ne? Tukaj ima Pruitt ima plan in to je, da oni ostanejo zaklenjeni v cerkvi
in bi potem šli na kopno ali karkoli, ne? In bi se potem, ko bodo preobraženi, zmenili kak pa kaj dalje, ampak Bevin plan je potem pa pač kilomol. Ja, Bev je bolj praktična. Jaz tudi mislim, da je Pruitt želel, mislim, da je celo nekaj rekel, ne jih spuščati ven, dokler niso pripravljeni. Se pravi, dokler ni vse poštimano, ranks and files, naloge razdeljene, ampak tega vnaprej niso mogli narediti pred preobrazbo, ker potem trčijo ob zid odpora. Ta odpor so ljudje morali s tem, zanimivo, spiti so morali strup, da so lahko se rodili novo življenje, ki jim ga je dalo postopoma pitje nečesa druga. To pitje je zanimivo. Ta način, ta medij, ni drugih. Naprimer, ne grejo se streljati, ne grejo se drugi, ampak prav spijo ta strup, ki je zanimivo, isti strup, ki ga je Bev uporabila, da je ubila eno pač grdo, ampak nedolžno bitje, unga psa, unga pajka, najboljšega prijatelja in v bistvu praktično verjetno edino živo bitje, ki je tistega Joea imela rado. Nekako tako. Zanimivo je to. No, pa ko glavnem hoče reči, da je Pruitt, res, da je imel narediti, dajmo se mi najprej zrihtati, pa pol gremo ven, pa mogoče sem pomislil na to, da najprej, da vas naučim, kako handlati s to lakoto. Zato, da ne pride do tega ravno, do česar je prišlo. In jaz mislim, da je Bev v bistvu bila samo ena zanimiva, to mogoče zdaj le malo posodabljam oziroma aktualiziram, nekdo, ki pride do krize in nekdo potem prevzame vlogo, se samo vkliče za kriznega menedžerja. Ker ta vrata, ki so se odprla, prihaja do tega, da malo stvari uhajajo izpod kontrole, ampak pol Bev kao prevzame in pa gremo po tej poti. In to se ene parkrat zgodi, s tem požarom recimo, ko pol kar malo ona izcenira, pol s tistim, kaj bomo naredili, recreation center, pa tudi tam malo pobegnejo stvari. Zdaj, tisto, kar je meni tako zanimivo je, tale angel, ta kar ena entiteta angela, ki prvič ne samo, da ni angel, zato ker je grd, ampak tudi mene je tist prvič, ko sem videl tist, ki je dal v tej sveti deželi tam na poti v Damask, izpil kri monsignorju, ni problema, predatorju je koliko češ, tudi lahko tudi prispodoba česarkoli, ampak da si pol angel odpre žilo in mu da kri pit. Vse v redu, sam dragi monsignor, ki si rimokatolik, to bom pripisal tvoji demenci, da si pozabil, da so angeli netelesna bitja. In pa bi nekdo rekel, pač pa je obsedeno telo. V redu, sam spet, dragi rimokatolik, angeli so angeli delujejo sami po sebi, eni drugi duhovi obsedajo bitja. In nihče se ni na to spomnil. Nihče ni rekel, čakaj malo, kako smo mi zihar, da je ravno to angel. In ta angel je skozi neki tiho, razen je rekel takrat neki kao drink, ravno tam, verjetno v neki stari aramejščini, ki se je pol monsignor nekako znal universal translate. Ampak na mačke se je spravil tale angel, tistem začetku. Kar tako mal, brez nekega vidnega načrta, mal popije kri. Enega zvabijo eno bajtonga, drug dealerja, bovla, mama rekla, srečni smo lahko, da se niso klicali bong, Ti humorčki so cukrčki. No in glavno ta angel kar malo to malcev, nihče ni rekel, čakajte malo, angel je predator. Kaj pa, če je to dejansko tudi njegova interes, da oni grejo lepo na mainland, ker to je tudi za njega, ki so večja lovišča. To mi je tudi zanimivo, da in spet, zgodbo se v bistvu ne manjka, ni tak nek plot hole, če ne veš, kaj je angel, čeprav je tako malo... Ja, pa se tudi nostapiščajo izgovore za angel. Se v bistvu oni do enega 6., 7. dela niti ga ne vidijo, Bev ga vidi, pa monsignor Riley ga vidi v 5. Pa vsi ostali pa samo kripijajo, pa so, super, 20-letniki zopet. Pa ta angel nekako, spet komični moment, kaj ga oblačil, ta klobuk, pa plašč, pa poluno albo, pa... Nek Slenderman, neki... Sam to naredi, mislim, da... Tam gre nad mačke, takrat, mislim, da mu pač ni všeč dež. Neurje je. In polom gre pa tiste mačke bek spravi, takrat ga vidiš in potem ga še enkrat samo vidiš, pa pol ga pač oni oblečajo v ne vem, tale duhovniška oblečila, kar zgleda zelo lepa travestija.
Kaj pa še ena razlika med monsignorom in Bellom, ne? Ker v bistvu meni se zdi, da monsignor dejansko nekako skuša pomagati skupnosti, kao revitalizirati svojo skupnost, zaprto, to obožano družino, ki jo ima. Medtem ko Bev, ne pa se gre čisto za to neko evangelizacijo, nov gospel, ki ga bomo mi zdaj rukli na kopno. Po svoji podobi. Ja, pač kakorkoli. A veš, to se mi zdi, da je v bistvu monsignora mogoče malo bolj zrukal, ko je videl posledice tega ali pa da tako nepričakovano. Tudi ni bilo zdaj nekega jasnega zdrsa v njeno zgodbo, z njegove strani, mogoče predvsem na ta račun, ker pač ona tako hitro prevzame vajeti z svojim, tako si rekel, kriznim managementom. Ampak ona tudi vedno, res vedno najde izgovor v skripti. Se to je to, zato jaz tako vidim te ene momente, tukaj se zgodi. Ok, zdaj bo mogoče malo to preveč elastično nategnil se skupaj, ampak na en moment se je zdelo, pa čakaj malo, pa mi tle gledamo neko prevrženo ali pa neko popačeno podobo zgodovine krščanstva tle, Veš, je neko stanje in je pol se nekaj zgodi s krvjo in je neko odrešenje ali pa obljuba odrešenja in to. In se potem človek more na podlagi ideja svobodne volje odločiti, ali verjame ali ne. Če vzamem, da je vera človekova duhovna kapaciteta, ne ravno religiozna identiteta, v tem smislu. In potem je spet grajenje skupnosti, vsak s svojimi težavami, vsak s svojimi zdaj to, kar smo že prej povedali, vse. Spet je treba dodajati neke bivanske znake ali pa neke zunanje znake, kam to vse skupaj pelje, ker pač vera only takes you so far, fajn je, če ti to neko manifestacijo dobiš tudi noter, ali po počutju, ali po nekako prijemljivo, je to, ker treba je vedeti, da zanimivo je to, da vsako teh malih čudežkov ali pa to dejansko daje boljše stvari za ljudi, recimo tale Liza, ona lahko shodi, ampak pol je tudi en teenager se upal zdaj pristopiti k njej. To je za teenagerje je to bila tudi tale Kyle, brat od Ralija. Potem imamo tega Joea, ki iz enega, ona, ta Liza, ki se je spet dala, ki se je dala na noge, ki je brez, ki po svoje hodi, ona je tista, ki mu je sesula v obraz, da ga sovraži, da to, kar je življenje vzeto, ampak mu ona odpušča. In od tega trenutka Joe ima šanso, želi si biti boljši. Želi si biti boljši. Se pravi, da to neki tele odzveni nekega dobrega, ali pa ne vem, nek nasplošno dobrega, vseeno obstajajo noter. In spet to. In potem pridemo do tega institucionalizacija. Vsak kult, vsak zmnožek kulta, vsak enostavno mora iti skozi to prizmo, čim je skupnost v igri. In je mogoče to ena od tistih sporočil, zmeri bomo gledali nazaj v the early stages, ker nas, tako kot ljudje, zmeri gledamo nazaj, early stages otroštva, vse ne vem kaj, ker smo nekako nevoščljivi ali pa ljubosumni ali pa kaj na tisto nedolžnost. In Riley uporabi, ko ga duhovnik na tem AA meetingu vpraša, kaj počutiš, ne mi lagati, zdaj pa kaj občutiš ob tem, kad ti rečem, da jaz ne čutim nobene krivde. In on reče najprej jezo, pa pol ful jezo, pa na koncu reče ne, I'm jealous, zato ker ti to imaš, jaz pa tega ne morem imeti, pa sva isto naredila. In a way. In mene to dol teži, ti se pa počutiš, kot da si gor vzet. In se mi zdi, da v tem, ko gledamo to, plus ta BF, ko sem že omenil, da rata mal reformirana protestantka, povrača militarizirana, spet je to kalvinizem. Prav tako se mi je zdelo, gledamo in potem na konc, si rečem, zdaj so si pa še planet požgali. To, kar sem, mislim, mi to delamo zdaj, pa vemo, kam to gre, vemo, ampak ne, imamo nek zagon, nek Götterdämmerung, ker so tudi oni, vse so vedeli, vse je rekel UNBF, veš kaj, ob tem vetru mogoče ne bi, dajmo mi dva to pogasiti. Ne. Tako da, mogoče tle vidim eno tako zanimivo skompresirano verzijo, ampak to je samo moje mnenje. I like it. Ben je zelo všeč, ful dobra interpretacija. Ja, se nazadnje pač tudi ta vampirska lakota, to bo uničilo svet, dejansko bo oni žrlice med sabo do tistega trenutka, ko bojo vsi vampiri kaj pa pol, pa ko bojo vse požrli. Ker tle tudi niso imeli neke računice, razen da bojo pač unih par nevernikov, ki pač tam jih bojo dali na stran pa popapcali. V vampirskih štorijah, kjer imajo nek plan, kot je The Strain recimo, je, da potem pač imajo koncentracijska taborišča z ljudmi, ki jih gojijo za to, da imajo kri.
Tako da iz tega, da odrešenje do koncentracijskih taborišč, ja. Ja, pa to tudi ful dobro paše v ta interpretacija, da v bistvu kao na koncu pa res mladi izpadejo kot kao oni, ki so dovolj brihtni, da ali uvidejo, pa da imajo nek message o tem, kaj se dejansko zgodilo. Veš, kao nek, na koncu samo ta mala Liz, pa on, njen fant, kolega, sta edina, ki pozna ta zgodba, edina, ki bo ta znala neki nov evangelij kao povedati naprej. Ne tak je dejansko bil, ki so ga želeli širiti, ampak nek resnico. Ne. In nekako, če je to message, kar ona tudi mislim, da je celo zadnja poved, je rekla, ne čutim več nog. Ne. Ja. Prav, to je, mogoče pa to tista druga šansa. Ne. To me spominja na Hudičevega odvetnika, ko pa na koncu on naredi tisto, kar naredi najbolj hudo stvar, ampak naredijo s tem enim namenom, ki je praktično nekako teološko edini, ki reče, ajde, okay, ne. Ampak se ene stvari resetirajo, kar se drugače ne dogaja. To je tisto, kar je onkraj naravnega. Ne. Če narava zmeri teče v eno smer razvoj dogodke, to preskočiš nazaj, je to tako zelo, zdaj pa to se pa ne dogaja zelo pogosto. Mogoče se na nek simbolni način to tudi njima zgodilo, da vse vesta, nista zgubila spomina, nista vse, ampak sta dobila neko novo možnost, ampak v nekem zavedanju. Imata možnost ne ponoviti vsega skupaj. Mislim, čist pač Adam in Eva sta, ne? Ja, to sem direkt. Spoznanje. Ja, sej, ja. Ja, in ko to praviš, tle sem tudi nekako se mi zazdelo, da spet gledamo vseh teh grotesknih, izmaličenih nekih ali verskih obredov, ne, s temi, ki smo rekli, pod podobo vina, plus to, da vse ostalo tehnično pa klapa. Liturgične barve, hej, mi se pogovarjamo o barvi plaščev, zdaj pa ta 7. nedelja, ordinary time, bo morala biti zelena, tuk. Če gledaš Veliki petek, razpelo je pokrito. Ne, to so, hej, ne, to je zelo tako, pak, ne, ampak... Dela je nekdo, ki ve to, očitno. Ja, nekdo, ki je bil ministrant. Ja, ampak hočem reči, ne, te tehnikalije so vse okej, ampak substanca pod tem, tisto, kar je pa znotraj v tej noter, je isto kot recimo ta kelih, ne. Ja, nekaj je noter, zdaj pa, ampak to ni vino, to je kri, zdaj pa čigava kri, ne? To pa nekaj kar mal, tako gre mal narazen, ne? In tukaj se mi zdi, da je po vseh teh nekih groteskih popačenih, kot sem rekel, je tudi ta popačenost izvirnega greha, ki se v tem communityju zbudi. In to je nekaj, kar mogoče spet, ja, pa to vsi ljudje imamo, ne? Želje po odrešenju, pri čemer je to, no, se če pa lahko, ne, mogoče pa lahko bližnico uštimamo, pa si bomo mi odrešenje lepo v eprovetki dali, mislim, eprovetka je lahko ta angel, skratka, narejeno bo, tle imate, gotovo, off the shelf, ne, bypassa šunga, kot ti je rekel, ne, če veruješ, je pač to Kristus, ki odrešuje, ne, ni bypassa tle, ne, in to zmeri, če se boš zaciklo, zmeri bo to, in zanimivo je to, da ta otok ni bil nikoli paradiž, nekako so si ga hoteli narediti, ampak ta dva sta se, ne, Kajl pa Lisa sta se izločila, prav tako, nekako sama sebe izgnala ven in zdaj so na čuvničku in neki bo, ne. Tako, no. Sej, hvala Bogu, še ostaja zelo katoliško, da niste na splavu. Sorry, se opravičujem. Ne, ampak malo to, kar je Roman tudi rekel, meni se tudi zdi to zelo tudi pomembno, ne, za celo štorijo noter, to, da recimo njej odpovejo zdaj spet noge ali kakorkoli že, ne, je pač tudi ena ta alegorija tega, da seveda ti ne moraš skozi življenje s nekim easy way outom, ne. Dobro, ona si ni sama kriva, da je on ustrelil, tudi on pač ni lovil, ampak je sem neki se igral s puško in nesrečem sprožila karkoli že, ne, ampak vseeno pač ona ne more tega zdaj spiti neko kri in biti bolje, ne, tako kar Riley pač ne more pozabiti, ne, to, da se njemu dali večen life, je najhujši pekel, na zadnje, kar so mu lahko naredili, ne, je to in pač on zaradi tega sprejme pač skoraj da z olajšanjem, recimo, da ima zdaj neko krivdo, zaradi katere dobesedno upa pač umreti, tam bo počakal, gled pokazati bom, čeprav je to pač res ni bilo treba tega narediti, ne. Dovolj bi bilo, da bi malo roko na sonce dal, pa, glej, vidiš, kako peče, to ni normalno. Ni treba se glih cel zažgati, ampak
Ne, samo jaz mislim, da on je bil nastavljen že na to. Ja, mislim, on je bil nastavljen, da umre. Izgubljen lik. Tista scena se meni zdela popolna v bistvu. Ta njegova smrt, kako je narejena, mislim, honestly se mi zdi poveličevanje samomora v zgodbah, ki ga pogosto najdemo, sploh v nekih fantazijskih ali pa hororju, se mi zdi problematično, ampak tako, kako je tukaj prikazano, se mi zdi super, pa hkrati, ne vem, sta vidva tudi najbrž opazila isto kot Saint Maud, ki smo delali letos, ampak optimistično. Ta konc dela te epizode, kar mene z ruko. Pade tema, še kričanje slišiš, jaz se vstanem, kva sploh gledam, jaz sem že čist živčen, razumeš, pa grem na WC, pa ti nas še kar pustijo, veš, naprej laufat, pa se še kar kriči, vas pa še to naprej. Tisto je bilo meni zelo učinkovito in to pri Flanaganu zelo spoštujem, nekaj, kar sem se naučil zdaj pri njemu spoštovati, da v bistvu kljub tega, da ima te horror elemente noter, ki bi lahko zadelo z njega svašta drek, pa ne vem, kaj je odesno, ampak jih uporablja tako minimalno pa fino, da kako ne rečem, ne da povzdigne to v art, daleč od tega, ampak da je pač zelo znotraj nekega koncepta, da je vse v službi širše zgodbe pa teme. Ne? Nikoli ni zgolj nasilje zaradi nasilja, ni zgolj ni strahoskok zaradi strahoskoka in tako naprej. Vedno je pač samo kot poudarek naših tem, o katerih se pogovarjamo. To. Ja, plus to zelo je spoštljiv, jaz mislim, da do vseh tem. Jaz pač tle ne bi zdaj šel toliko daleč, da bi govoril, da je to neka obsodba katolištva ali pa kakorkoli. Zdi se, da je zelo vseeno premislil, posebej pa se mi zdi zelo fino pač nek ta končni moment, kaj imamo seveda ta monolog, končni monolog te, kako je že ime v seriji, ja, ki umira, ne, ki je v bistvu tretja pot, bomo temu rekli, med tema stvarmi, ki se onova pogovarjata na kavču. Kaj se zgodi po smrti. Ne? On reče nič, pač neuroni ti neki streljajo, ti misliš, da vidiš ne vem kaj, ampak nič ne vidiš, to je to, umrl si, ni te več, adijo. Njen odgovor je seveda, ja, potem umreš in te tam pričakajo tvoji ljubi in si ljubljen in ne vem kaj, ampak na koncu ima pa čist tak en zelo dober pač monolog o tem, jaz sem si ga celega pač tle prekopiral, ampak ne bom zdaj celega citiral, samo čisti konec bi povedal, ampak zdaj to bežno sekundo, ta trenutek se spomnim, takoj se spomnim, razumem vse naenkrat, časa ni, smrti ni, življenje so sanje, so želja, zaželimo si jo spet in spet in spet in spet in spet in spet in tako v večnost. In jaz sem vse to, jaz sem vse. Jaz sem vsi, jaz sem, da sem. To se mi zdi tako, pač, ker govori tudi o tem, pač, da smo mi samo energija v praznini med neuroni, med atomi in kakorkoli že, pač ta energija, ki je noter, ki je v vsem in ki si ti del te energije. To se mi zdi tako zelo panteističen odgovor na pač, kaj se zgodi po smrti. In je v bistvu en tak lep, ne moreš reči, da je nek blazno tragičen. Seveda je tudi ta tipični element grozljivk, ker ne vemo, a je da monster preživel ali ne. Un reče, tok pa tok mil je do kopnega, ne more, gleda kako leti, ne more preživeti, ampak ne vidimo pa ga, da pade. Ne? Pa tudi, če pade, bo potem samo padli angel. Ja, to je taka res zanimiva stvar sploh. Jaz sem takoj, ko sem poslušal že njun pogovor, se mi je zdelo fajn, ker vidim, da je to tudi ena nova tendenca v razumevanju kot naša tehnologija in sposobnost zaznavanja narave. Pa ne govorim narava ne v smislu samo narava, kot jo vidimo okolje, ne? Kot neka biologija. Vesolje z naravo vesolja. Se pravi, to, kar ti s čutili zaznaš preko fizikalnih zakonov, da to zaznavaš, odkrivaš pa to, ampak tudi naravo tega, teh pojavov, teh entitet, tega vsega. Ne? In naravni zakoni so tisto naše spoznavanje, da je čim manjši prostor med dogajanjem pa smislom tega dogajanja. Ko to enkrat vemo, rečemo, zdaj pa imamo, ne vem, poznamo zakon gravitacije ali pa zakon tega, zato ker pač mi to spoznamo. Ne? In to je to. No, in ko se to širi, tudi vidim to
tendenco, pa ne samo teologov, pač v tej neki disciplini, ampak nasploh razmišljanje res o življenju v povezavi s to eno energijo. Ne? Ker vse, kar je v vesolju, praktično tisto, kar spraviš na kvantum razumevanje in zaznavanje, je energija praktično. Ne? Niti ni gibanje, niti ni je ali pa ni, ampak je energija v svojih teh nekih pojavnih oblikah. In v zadnjih 100 pa še nekaj letih smo nekako res se vidim, to nekakor panteizem je v bistvu v tem nekem pristopu k tem. In Dan Brown, mislim, da njegova zadnji roman je Izvor ali nekaj takega, ki se tudi s tem ukvarja. On je tudi naredil eno zelo pot iz antikatolištva, antireligiozne, tega, onga, tretjega, tudi nekih praznoverih, prostozidarstva, da je prišel do Izvora. No, ampak skratka, to, kar se mi je pa pol zdelo zanimivo pri tem monologu na koncu, je, da se iz enega osebnega, subjektivnega, ona spet, brez prikrivanja, sploh ni treba imeti faksa, filozofije, teologije, česarkoli, ona reče, pozabila sem. There is no self. Pozabila sem. Sili mi, ne. Ni tega subjektivnega. To je tisto, kar je sanje. In konča ta stavek, je eden od angleških prevodov prvega momenta razodetja v Bibliji. To je goreči grm, ki ko Mojzes vpraša, pa kdo si ti, da znam povedati? Rekel, jaz sem, ki sem. In potem dejansko iz tega izvira pa malo gramatičnih obratov, ne iz prve osebe ednine v tretjo osebo, izvira biblično ime za Boga, stvarnika, Jahve. Ne? In to se mi zdi tako dobro prenešeno, da so spet lahko brez nekega, ne bom rekel, brez neke nerodnosti. Ne? Pač v redu, smo pač dodali še nekaj, o čemer itak govori ena, druga, tretja, 3 religije govorijo o tem. No problem, ampak še zmeri smo mi tukaj, zdaj in te stvari se pač dogajajo in spet pride na tega, kot je rekla ta znanstvenica, ne, ta Sarah, ki je od cerkve kot rimokatoliške načina religije, bom rekel, no, ne od cerkve kot občestva, ker je zdravnica, pomaga, ne odreka nikomur nič, ampak kot religiozen se podmika že zaradi svojega načina življenja. Pač ona ima punco ali ženo, ne vem, nekje drugje in je na otoku zato, da za mamo skrbi. Ne? To isto mamo, ki je v bistvu počelo duhovnikov, pa po mojem mnenju tega ravnanja. Ona je tista, ki dejansko naredi to, kar bi vsak nekak katolik v tem smislu rekel, to. Ne? Kaj reče? Postavi tisto, pokaže, kaj je vera. Ne slepo verovanje, ne pobiranje ven iz skriptu, iz svetega pisma, ne barva mašnega plašča v tem smislu, ne, ampak reče ne. Jaz sem se odločila, da sta ta dva uspela pobegant in to je zdaj del objektivne stvarnosti in sem odločena in to je to. Ne. In s tem pokaže, da je vera ta kapaciteta, ne rabim empiričnega dokaza, čeprav ceno temelji, cel life temelji na empiričnem dokazovanju, kaj vidi pred sabo, pa meri, pa tehta, pa kri, pa laboratoriji, pa vse živo. Kaj je avtoriteta, po katerem ona, ne? Pač nimaš empiričnega dokaza, pač nekdo ti to more povedati. No, tle je tisto zanimivo. Kaj je tista avtoriteta, ki je ona vzela za sabo? Gotovo ni tisto, kar je okrog nje, kar je kri ona izplunila vampirsko, ne? Pa je hotel njen fotor kao rešiti. Ne. Pluna je ven, ne bom. Ne? In sprejela je stvar kot dejstvo. In si mislim, ne, evo ga, o tem se lahko mi pol nekako gradimo. Ne? No in pol iz tega končnega monologa, pač ko se to zdaj nekako preide, je tudi ta ena mirnost noter, ne, ker ona, ko to se njej dogaja, je zanimivo, da ta angel se v teh redkih trenutkih, ko se pokaže kot bitje, ki deluje, se pokaže takrat, ko se hrani. Ne? In zanimivo je to, da ona reže ta krila dol. Mislim, lukna krila in ona, če enkrat se mal neki zdrzne in ona ga lepo tako z roko pripelje, zrkaj naprej. Zrkaj naprej. Ampak ta nežen, zdaj bo to full skok, ampak materinski način. Je in naprej. Ne? In tako naprej, tako da to je tisto, kar mi je super fascinantno in z tega enega vidika delanja miniserije, no? Kakšna ena blagost je noter. Ker ona se tam res žrtvuje za skupnost. Ona pač tam, glej, sesaj, jaz pa ti bom mes
ta krila prerezala, pač domnevam, da v upanju, da pade, ne vem, v gorečo hišo ali pa karkoli, ali pa v morje, no, na koncu. Ja, da pač ne bi mogel pobegniti. Ja, da pač ne more zbežati pred soncem, ne, ki zagotovo prihaja, to je fakt. Ja, jaz sem mogoče hotel omeniti, da ne pozabimo, da seveda tudi ustvarjalci serije so omenili Jonestown, primer tega kulta v Jonestownu kot eno izmed teh nekih istočnic za to sceno v cerkvi oziroma nasploh za vso to štorijo. Tako da ja, malo se nam mudi, ker moram jaz biti nekje drugje, tako da bomo kar počasi prišli na... Ne pazi, da ne poškoduje svojih kril. Ja. Aljoša še zmeri ni opravil izpita iz bilokacije. Tako da, Mito, ti imaš Star Trek kotiček, seveda, tako kot ponovadi. Ja, nisi tega tudi že? Ne, tega še pa mislim, da nisem. Je pa epizoda DS9 The Covenant, oziroma samo Covenant iz 7. sezone, 9. del. Poskušal bom ne preveč spoilati. Skratka, DS9 se na koncu zelo zapade v vojno sceno. Itak konc serije 10 delov skupaj povezanih, en ogromen lok. Ampak v tem delu se pa pojavi v bistvu zopet naš vrli, vsi ga imamo radi, zlikovec Gul Dukat, ki pa je odklenil ene zle angele, ker imaš v DS9 imaš torej Sisko, ki je the emissary for the prophets. Imaš prophets, so alieni, ki živijo v wormholu. Seveda imajo pa tile alieni v wormholu svoj antipod, ki pa so power raids, kot neki hudički, ne vem, zli duhovi, tako naprej, ki Gul Dukata obsedajo. No, on v tem delu, ki ga ni skoraj da celo sezono, tudi bral sem malo ozadje tega, malo so ga že pogrešali pisci, ki mi ga moramo nekako vklopiti zdaj nazaj, kaj bomo z njemu naredili. Nič, dajmo mi narediti en joke, da pač Gul Dukat naredi svoj kult power rail, torej teh zlih tukov, in da še večji joke, ti Bajorani, ki so bili 50 let pod okupacijo Kardashianov, da se celo pustijo vodji, Gul Dukat, ki je Kardashian, voditi, pod zlim duhom, in to mu slepo sledijo, oni celo spremenijo svojo vero iz The Prophets v Power Raids, oni so zdaj naši, on je dela čudeže, nek otrok se rodi čudežno, folk ozdravi in tako naprej. Na koncu se pa, ne bom preveč spoilal, na koncu se pa kao tako zgodi, da pač lik Kira Nerys, ki je stalni lik v DS9, njo ugrabijo in Gul Dukat je skuša nekako manipulirati, he's kinda hot for her, neka ta varianta. Ga razkrinka, da pač v onem končnem aktu vsakega kulta, ki pač je očitno pitje strupa, ne vem, očitno se ne zna drugega spomniti, Gul Dukat seveda ne želi spiti tega strupka in se vse klavrno konča z izgonom Gul Dukata, pa hvala Bogu se reši vse neke malo dece. Ta del me je zelo spomnil na tale končna scena, mislim, da Star Trek ima ene par religioznih epizod, predvsem okrog kultu, imel sem še na voljo eno v Enterpriseu, pa v Voyagerju imaš eno epizodo, v TNG-ju imaš, mislim, da vsaj Who Watches the Watchers bi se lahko pogovarjalo o temo, ker je malo bolj tehtno, bolj kot pa ona The Devil's Due ali neka varianta, ker se pač neki šarlatani pojavejo v obliki. Tisto je zelo parodija. Ja. Tale tle pa mislim, da se malo bolj ukvarja o tem, kaj kult je pa v Star Trek okviru. Pač, tako da, ja, meni je cool delno. Priporočam. Cool. Hvala mi tam, sicer ne vem, kateri del tebi ni cool, pa ga ne priporočaš, ampak... Zelo malo. Ja, hvala Mito za Star Trek kotiček. In zdaj smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, poslušamo, špilamo in Roman, ti imaš, tako kot se spodobi za gosta, seveda prednost, da prvi poveš, kaj gledaš, bereš, poslušaš in špilaš. Hvala. No, jaz sem pa zdaj v nekem obdobju, tisto, kar mi čas dopušča, jasno, retro vintage scena, mal se vračam, nekako ne odkrivam novih, zdaj kaj so vse dogajali, ne. Glede na naš kontekst bom upomnil, da ta Ragnarok sem gledal ta prvo sezono te norveške serije, kjer se tudi dogaja neka obuditev ta starih božanstv in potem se najdejo in potem se malo tepejo in potem je vsega
Ampak pač scenografija je pa lušna v fjordu, ne? Še celo mesto Eda je to tisto na ta. Tako, ne? Tako zelo najstniško je vse skupaj. In ne vem, če bom gledal drugo sezono. Jaz sem osebno čisto zadovoljen s tem, da sem prvo pogledal. Evo, nekako delim to mnenje. Potem moram reči, da zaradi starševske konotacije sem malce šel nazaj gledati Star Trek TNG, ker smo se doma pogovarjali, da bi pa mogoče vsaj Primogeniti, ki je 13-letnica, pa že pustili te gledati. Sam to sem zgledal dolgo časa nazaj in sem rekel, čak malo, zdaj pač ne, veliki cenzor moram malo pogledati, če to še zmeri to kul, kot se spomnim, kot se še spomnim, kul in zaenkrat kaže dobro, ampak je treba še več testiranja, še več gledanja, tako da moramo vse najprej. Od muske pa Nick Cave, ne, to mi pa evo, zdaj to, mogoče sem se tudi na njega spomnil, ker on je pa ena stalnica, ki ko jenja poletje, krajše se dnevi, prihaja jesen, tis november, je s vaznikom mogoče malo bolj na ti. Totalno navdušen, totalno carsko navdušen, na 110% sem nad James Bondom. Mogoče, ne, vse dobro, film, ampak bolje dejstvo, da so šla z ženo končno v kino. Mogoče pa je res to malo vplivalo. Film je super, mislim, tisto, kar se mene tiče, Mr. Bond, nimam nekih ni pripomb, no, meni se zdi čisto okej. No, zdaj pa zahvaljujoč določenemu agentu Obot, ki ga ne bom imenoval, ampak hvala mi to. Ti pa Lorca, ne, zeleno, ki ljubim zeleno, imam opaci zelenega viteza, sam sem se odločil, da bom pri tem spet malo literarno se malo postavil na nogo, sem tudi tukaj malo pozabil, ampak zelo pričakujem ta film, da ga bom pogledal in jasno pripravljam se z literarnim podstatusom pripravljam na dobri stari Dune, ker pričakujem. Mislim, slišim marsikaj in dobre in slabe strani svojih kolegov, prijateljev druge, ampak kot bi rekel John Wayne, I don't give a shit. Dune. Absolutno Dune, posebej ta teden. Tako da jutri govorim seveda, govorim za une, ki to poslušate v torek, jutri gremo seveda gledati na predpremiero, domnevam. Ja, v bistvu je tako malo hecno temu reči predpremiera, ker je v vseh kinotih, ampak tudi v kinu Bežigrad že ob 6, druge po večini štartal pa ob 8 v večini drugih kinotov. Samo še en dokaz, da je kino Bežigrad boljši kot drugi kinoti. Ampak če pa želite nas srečati, pa Kranjski Cineplex. Tako. Ja. In Igor, kar ti nadaljuj z tem, kar si ti pogledal, in to ni seveda piratski Dune. Gledal sem Kate, film, ki je na Netflixu z tole Winstead, Mary. In je začetek super in potem malo pade tempo in potem je malo boring. Hkrati pa tudi povsem razumem vse kritike, ki menijo, da je to malo racist, ker to, da vmes rečeš, zdaj film se odvija v Tokiju in tale je pač morilka, ki pač pobije eno jakuzo ali dve. In vmes reče en lik, da ful sovraži, da je ful gre na živce belci, ki samo uporabijo to japonsko kulturo zato, da bi vse kul zgledalo, v bistvu je pa ne štekajo. Ja. Točno to počnete. Ja, redo. Gledal sem film nadalje Emma po romanu Jane Austen z Anya Taylor-Joy, ki je bil tudi za neke Oscarje nominiran. Teh nominacij si ni zaslužil, ker ne izstopa po ničemer, je pa pač to proto-romantična komedija, tako da če so vam všeč romantične komedije, to je to. Absolutno poglejte. Mislim, kostume, bil je nominiran za Oscarja za kostume, lušni kostumi so, sem pa videl dosti boljših, ampak vedno mora nekaj to viktorijanski biti med nominiranimi in se mi je zdelo nepotrebno. Ampak je pa lušen film, Anya Taylor-Joy je super. Full folka iz Netflix serije igra noter in so tudi iz Sex Education, so kar zabavni jih drugač videti. Dost manj navdušen sem nad Halloween Kills, Noč čarovnic ubija, ker whatever. Ful ima problemov ta film, ampak zdi se mi,
zdaj imaš po eni strani grozljivke, ki se zavedajo neke socialne vloge, ki jo imajo. In recimo Candyman je bil tak primer. In imaš to gentrifikacijo in vredu vse. Ne? Zdaj, Halloween izhaja iz ene te tradicije slasherjev, ki so pravzaprav imeli eno zelo reakcionistično politiko zadaj. Ne? Pač vsa ta pravila kot ženska, ki seksa bo umrla, ženska, ki ne seksa ne bo in tak dalje. In v tej novi prepodobi so se odločili, kaj če bi oni tudi bili malo bolj woke. In pazi to, imajo not temnopolte ljudi in jih ne ubijajo prvih in imajo not dva geja. Aha, pa še pri temnopoltih je to, da ker se dogaja na Halloween, so ljudje namaskirani, sta not mož pa žena, pri čemer je ona zdravnica in je namaskirana v medicinsko sestro, on pa je bolničar in je namaskiran v zdravnika. Tako da imaš, ne? Wow. Mind blown. Ampak, bolj imaš še not pač ta dva geja, ne? In dobro, temnopoltih ne ubijo prve, ampak jih pa druge. Mislim, zakaj bi preživeli. Ne? In cel ta trend, ki je kill your gays, ne? Da pač geji umrejo zato, da lahko nek straight osebek preživi. Yep, doing it again. Ne? In kar je najbolj weird, je, da ta dva geja sta najbolj cool lika v celi zadevi. Zakaj bi jih ubil? Lahko bi pobegnila. Mislim, res... Brez veze je. Sem pa na Twitterju prebral krasen review in to je, da je to točno tako kot Rocky 2, če bi Rocky bil cel cajt v bolnici in bi se eni drugi ljudje ukvarjali za Paulom Creedom. Oh, wow. Ker Jamie Lee Curtis ne pride iz bolnice in whatever. Okay. Se pravi Halloween, ki prodaja bučke. Ful bolj me navdušil pa Destination Wedding, to je pa romantična komedija z Keanutom in Winona Ryder, ki sta ponovno skupaj po filmu Dracula, tako da še imamo kodak na to. Pričemer sta ona dva daleč najslabši element filma Dracula, ker takrat sploh nista znala igrati, ali pa pač ju Coppola ni znal prepričati v to. Dan danes pa znata igrati in v tem filmu sta super. Sta pa najbolj grozna človeka na planetu, totalna cinika in mizantropa, ki sta povabljena na eno poroko in se po naključju srečata in skregata in potem se tako dolgo kregata, dok ne pristaneta skupaj v postelju oziroma v vinogradu. As one does. As seen in movies. As wine does. Nekak te v smislu. In sta lušne. Še najbolj je, da film podoben Before Sunrise, samo da tam sta ona dva srečna, mlada, polna optimizma, tu pa sta ta dva middle-aged, cinična in pol vseeno pač imaš happy end, tako treba, ker pač meni se je dopadlo. Kritike so drugače porazne, zato ker se, ne vem, ljudem zdi, da ona dva ne bi smela biti cinika ali pa da ciniki ne bi smeli najti ljubezni. Pa cinik se definitivno ne smejo najti ljubezni. O Jacku Nicholsonu pozabi. Videl sem še grozljivko The Night House, ki ima zelo vredno atmosfero, ampak cela logika se pa na koncu čist razpade, vsaj meni, zdaj ne vem spoilal kaj, ampak doesn't make any fucking sense. In ko smo pri hororu, prebral sem končno do konca strip Batman Damned, katerem se pojavi tudi John Constantine in Zatanna in en kup še Swamp Thing pride mimo in Batman umre. In umre zato, da lahko reši Jokerja. In zelo in z pomočjo pač psychic shit, potuje nazaj gre pogledati nazaj skozi čas in v bistvu je umrl skupaj s svojimi starši. In, makes sense. Artwork je super, res krasen artwork, pa nisem imel tiste prve edition, kjer se jim je zgodil, kot DC pravi, tiskarski škrat pri barvah in se je videl njegov dong in imel sem tistega, kjer je vse zatemnjeno, ker pač je bil vredu tisk. Tako da je to od mene. Jaz sem pa pogledal, torej zelo na hitro zdrdral, zato ker vso troje malo na seznamu in nočem spoilati. Torej, Ted Lasso,
sezona 2, če ne gledate tega, ne vem kaj počnete na našem podcastu, ker to je pač fucking zakon. Potem pogledal sem Brooklyn Nine-Nine zadnjo sezono in tudi to je zakon, se že veselim, da bomo epizodo o tem posneli. Pa seveda Squid Game, ki pa me sploh čudi, da še kdo ni pogledal tega, ker je očitno ta, ja, vidim, Roman, ja, se vem, poglej. Meni je dober, z večjih vidikov bi ga rad osvetljiv tudi na naši epizodi, ko bomo se o tem pogovarjali, ker je zanimiv, zelo kvaliteten korejski izdelek, ki ima, mislim, da zelo dober, mislim, štekam, zakaj je tako popularen. Čeprav mogoče ne štekam, zakaj je, ker hkrati je pa tudi zelo ciničen. Ja. Ker ta canon footer varianta, ki jo upeljajo noter, je, wow, je zelo ciničen pristop do kapitalizma, I guess. Rečemo, ja. Mislim, ni ciničen pristop do kapitalizma, ampak je kapitalizem že sam po sebi. No, vse vemo, kje smo. Lepo je. Tako da, to sem povedal. No, skratka, jaz, če tudi sem na hiter, The Many Saints of Newark sem pogledal, ker sem fan Sopranovih in tudi če ga ne bi videl, tudi če ga ne posnel, bi bilo po moje čisto isto. Pač problem tega filma je bolj to, da ga prikazuje kot neko predzgodbo Sopranovih. V resnici pa ja, nekaj, kar se dogaja pred Sopranovi, pa nastopajo liki, ki bodo kasneje odrasli v te like, ki jih poznamo Sopranovih, ampak štorija nič ni tale, pač skratka, Toni ni nič v ospredju, odnos s stricem ni nič v ospredju, stric pač dela neke zločine, nič, nima nobenih posledic, nobenega razmisleka ni, precej prazen film. No, čeprav je štorija ni slaba, pač mi ni bil nič posebnega, krati pa ful premalo govorijo in omenjajo hrano, to se mi je zdelo. Za Sopranove absolutno ni Gabagool, nikoli bil omenjen. Ja, grozljivo. Gledali smo vsi Venom dvojko, najbrž ne bomo snemali o njem. Meni se čist dopadal se mi ta buddy humor z Hardyjem in pač CGI-jem. Vse ostalo je bilo precej pač že videno generično in tako. Ne morem reči, da sem bil nekaj navdušen na tem. Pogledal sem prve sezone serij Star Wars Visions, pri kateri je res problem to, da pogledaš prvo epizodo in si tako, ja, Star Wars, k anime, pač sabljajo se res z temi laserji in tako. Pa je gledal samo strm padec, v drugi del, tretji, četrti, vse slabo. Vsak del, še tisti dva, ki sta malo boljša, sta samo ponovitev prvega v resnici. Tako da je tako precej ni v redu. Pogledal sem Marvelov What If, še eno animirano serijo, ki tudi ni nič posebnega. Problem teh serij je seveda animacija, ki je tako pač zelo čistunska, pač ni v njej nekega presežka, hkrati bi pa rada bila serija blazno akcijska, s ful dogajanja in z malo štorije. Meni so bili všeč What If T'Challa Became a Star-Lord, ker se mi zdi, da je pač T'Challa super. Zombiji so mi bili čist cool. Najboljši del pa je bil zame, ki ima sicer prenetljivo nizke cene, pa je What If Killmonger Rescued Tony Stark, kjer se spet pokaže, da je Killmonger najboljši negativec v MCU. To. In pa pogledal sem prvo sezono Calls iz Apple TV-ja. To pa je skratka, lahko bi temu rekli animirana serija, ker v resnici je samo audio, ti poslušaš glasove, je pa neka Windows animacija, čeprav ti zelo koristi, ker ti kaže včasih povezave, malo geografsko ločen sliko, ampak poslušaš samo klice po telefonu, skratka cela serija s klici telefona in so zelo bizarne zgodbe, pa zelo različne. Edino, kar mi res ni bilo všeč, je zadnji del, ki skuša vse skupaj zaviti v eno štorijo. Vse to pa ful prevečkrat je ta časovna anomalija. To je 4 ali 5 epizod je to, da nekdo kliče pa pol gotovi, fuck, jaz kličem iz preteklosti. Sicer ja, na koncu je to vse povezano, ker je ena štorija, vse skupaj, sam mast je že boring tam vmes, sta pa dva, mislim, da prva epizoda, pa tam ena četrta, so pa fenomenalne. No, tako da zelo priporočam, je pa to bila prva sezona, ki je letos prišla ven, tako da ne bi druga, pa je pa po neki francoski Ni po izraelski? Mislim, da je po francoski. Okay. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli. To je bila že naša 102. epizoda, poslušali ste podcast, ki se oglaša in mej obot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili, Roman, ena je gracioznost v življenju, Vučank.
Mito, skušal bom ne preveč spoilati. Kegič, Igor, vse religije, ki izhajajo iz te župe. In Aljoša Bev je bolj praktična. Tole epizodo smo znova posneli v našem stalnem štabu Kinogledališču Bežigrad, ki se mu tako spet zahvaljujemo za gostoljubje. Vas pa predvsem vabimo v kino. Ne vem, ali je to sploh treba ponavljati, ampak te dni je zunaj kar nekaj dobrega. Pojdite kaj pogledati, drugače nam ne boste uspeli slediti. Mi pa vam obljubljamo, da bomo skušali pogledati vse dobro, kar prihaja na platna ali ekrane in da bomo vsem, kar bo tega vredno, govorili tudi v naših epizodah. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh slučajno pri maši v kakšni vukujebini in bo župnik začel govoriti malo take čudne reči, ne se ustrašiti. To je katoliška maša, to je povsem normalno in Slovenija je ena sama vukujebina, tako da vdihnite, izdihnite, preštejte do 10, preverite, če imate omrežje, če je podcast obod dosegljiv, če je vse pod kontrolo, vse imate pod kontrolo, ker imamo mi vse pod kontrolo. Podcast obod, razlog, da ima babica tako velika ušesa. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast_obot, brez pikic vmes, tja delimo rajce, prikolce, novice sveta žana in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, traktate v duši in smislu, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Predvsem sledite našim družabnim omrežjem v naslednjih dneh, kajti objavili bomo kar nekaj nagradnih iger, s katerimi se boste prikopali do našega pojmovnika, do ene knjige, ki smo jo citirali, če ste bili zelo pazljivi, ki so jo napisali 3 ljudje, le kdo bi to lahko bili. To je bila že 102. epizoda, 3. epizoda 4. sezone, ki se daje za vas. Opravičujemo se, ker smo vam zadnjič rekli, da bomo tokrat delali Brooklyn Nine-Nine. Tak je bil načrt, vendar se ni šlo po njem. Namesto tega bomo najbrž cel Valentinov special, se pravi daleč prihodnosti, ali celo epizodo kasnejšega datuma posvetili sitcomom, med drugim tudi omenjenemu. Ker smo ven iz karantene, smo načeloma znova na standardnem dvotedenskem urniku, ker pa je zdaj toliko dobrega, zanimivega, nujnega zunaj, se znova poslušamo že čez teden dni, ko bomo govorili o najbolj vroči seriji ta hip. Ja, prav imate o južnokorejski Squid Game. Oziroma Kalamari špil. It's a trap. Tako, jaz sem to rekel, kaj ligni brez meja. Potem pa ne pozabite, ta teden v sredo oziroma četrtka na redni spored prihaja Peščeni planet Dune, o katerem bomo torej govorili v 104. epizodi, ki bo najbrž, ne vem, na sporedu že 2. novembra. Dovolj časa vam bomo torej dali, da ga v miru pogledate. Če boste v sredo v Cineplexu v Kranju, se pa seveda vidimo na premieri filma. Vmes pa vas čaka še 4. Halloween specialc, ki bo na sporedu najbrž 29. oktobra in se opravičujem za vse, najbrž menda mogoče in tako naprej. Veliko nas bo posod, ostanite uglašeni, da ne boste česa zamudili in na slušanje obodovke in obodovci, kdorkoli in kjerkoli že ste. Amen. Dobar.